En lep pozdrav, tokrat pa smo kar visoko. Ja, čez 1000 metrov na planini, na pašniku, z imenom Ravne. 15. avgust je čas romanja in tudi midva sva poromala na eno prav posebno lokacijo. Romanja niso samo v tej zgornji Savinjski dolini v smeri hribov, v smeri vrhov, ampak romanja so seveda tudi na ta dan drugod po Sloveniji, velika božjepotna središča, pa tudi sicer, tudi Šmarje ima kar nekaj romarskih pozicij v teh dneh. Tako, mi romamo najprej na Sladko goro, iz Sladke gore potem na Tinsko in iz Tinskega smo poromali potem v Šmarje in iz Šmarja še k Svetemu Roku. Tukaj v zgornji Savinjski dolini pa poromamo na 15. avgusta. Mi ta praznik imenujemo Velika gospodnica. Poromamo na Moličko peč, tam ima Mašo župnik Viki. Istočasno pa imam sam Mašo pod Raduho in sicer blizu Koče, Loka se imenuje kraj, lokacija. Tam je ena posebna kapelca in tam poteka maša. Ampak mi pripravljamo tale prispevek ne 15. avgusta, ampak 16. julija, ko je praznik Karmelske Matere Božje. In na ta dan je maša vedno na Ravneh. Tamle v zadnji se vidi lokacije, kjer bomo imeli potem mašo. Ljudje se zbirajo, danes je sicer bolj vreme takšno, kot sami vidite, hladno je, piha, ampak kljub temu je ta kraj zelo ljub ljudem. Ne samo pastirjem, ki tu pasajo in so tisti punkelj tamle zaznali kot eno prav posebej sveto točko, ampak tudi mnogi popotniki se ustavijo ob tistem znamenju in poiščejo stik med nebom in zemljo. In potem se takoj postavi vprašanje, zakaj so tako pomembna romanja in zakaj romamo običajno hribe, navzgor. V naši pokrajini so cerkve postavljene pogosto na vzpetinah, tudi na hribih. Zakaj? Zakaj romati v hrib? Zakaj sprejeti napor? Ker ko ti greš in sprejmeš napor in se vzpenjaš, na nek način imaš določen namen. In namen imamo ponavadi takrat, ko nas kaj bremeni, ko nas kaj teži. In ko greš napor, z lepo slovensko besedo, ne išvicaš samo potu, ampak dejansko daješ ven tudi tiste napetosti, ki se sicer nabirajo v tebi. S tem naporom dejansko sproščaš napetosti, ob tem pa se giblješ, takrat tudi možgančki, kot pravijo nevroznanstveniki, hitreje delujejo in lahko marsikaj tudi razčistiš, ko upravljaš to pot. Obenem pa se bližaš vrhu, torej eni sveti poziciji, se samo po sebi svetlijo misli, se svetli počutje, se krepi, tudi pedagoški element je, Brez muje se še čevelj ne obuje, živeti samo v nekem lagodjem, potem postane vse, tudi počutje kot mlakuža, postane mlakuža, ko pa dejansko ti sprejmeš napor, treniraš tudi voljo. In se mi zdi, da je to en velik pedagoški dejansko potencial, sprejeti določen napor, da dosežeš cilj. In ko dosežeš cilj, se samo po sebi prebudijo endorfinčki, torej se prebudi prijetno počutje, obenem pa vadiš, vadiš trening volje, torej ne samo mišice, ampak tudi dejansko krepiti voljo, pa še nekaj je, Ko greš ti v hribe, posebej tam, kjer so zahtevnejše smeri, pa se navežemo, je to tudi na nek način, na simbolni ravni dejansko vaja sodelovanja in dopolnjevanja, občutka do bližnjega, Ker se vendarle v skupini moramo uskladiti, da tudi tisti, ki ima manjšo kondicijo, dejansko ga počakaš, Je to res če pomislimo sicer na športe, ki so izključevalni, samo nekdo mora zmagati, tu pa moramo zmagati vsi. In tu se neguje občutek sodelovanja, dopolnjevanja, usklajevanja, približevanja. Se vemo, v hribih se vsi pozdravljamo, Prav ena posebna občutja se prebudijo in je res ta smer romanja
smer dejansko, ko se poglablja človečnost, ko se klepi človečnost in ko se osvobaja globina duha v razsežnost svetega, ki svetli misli, kot sem rekel, in pa tudi naše počutje. Jana, predlagam, da gremo dol, kjer se bo kmalu začela maša, vi pa seveda z nami. Pojdimo, pridi, Jana. Kot na Špehovem vrhu, ko smo imeli mašo, sem tudi na ravni prinesel poročni obrednik, da smo iz njega prebrali tako berilo kot evangelij. Ampak to tudi z določenim namenom, ker vsi čutimo, kako pomembna je posvečena zaveza, ne samo med možem in ženo, ampak kako pomembna je zaveza, ta sveti odnos, posvečen odnos, tudi človeka do stvarstva, tudi človeka do živali. In tukaj obhajamo mašo za žive in rajne pastirje, torej obhajamo mašo zato, da bi sveto vstopalo v ta naš odnos, da bi nas res v tem odnosu posvečevalo.